Drage gledalke, dragi gledalci, petki, sobote in nedelje so ponavadi čas za veselje, čas za sprostitev. Veselje na obraz so nam narisale tudi celjske košarkarice, ki so dobile pripravljalni turnir v Peču na Madžarskem. Dvakrat so nas razveselili celjski rokometaši. Zmagali so v Rusiji, potem premagali še Ormož, zdaj je pred njimi nov spektakel, ko bo jutri v celjski dvorani Zlatorog gostoval Vesprem. Govorili bomo tudi o začetku košarkarskega državnega prvenstva in pa o rokometnem državnem prvenstvu za rokometašice. V studiu se nam bo pridružila triperesna deteljica iz celjskega ženskega košarkarskega kluba, zato bo tale oddaja resnično dolga in pa sila zanimiva. Ostanite v naši družbi. Pretekli konec tedna se je začelo novo košarkarsko državno prvenstvo. Že v prvem krogu so ljubitelji košarke na Celjskem videli dva lokalna derbija. V Šentjurju je domači Tajfun z 88-78 premagal šoštanjsko Elektro, Laščani pa so v Treh Lilijah s 85-78 odpravili Hopse s Polzele. V Laškem se je izenačena tekma prelomila v 33. minuti, ko so Polzeljani ostali brez dveh ključnih mož pod obročem. Simo Atanackovič, dotedaj s 15 točkami najboljši strelec Hopsov, je napravil 5 osebnih napak, medtem ko je izkušeni Goran Jagodnik v razmaku nekaj sekund prejel 2 tehnični napaki, ki sta po pravilih zanj pomenili predčasen odhod pod prho. Zlatorog je to izkoristil, po nizu z 11-2 povedel s 74-63 ter tekmo mirno pripeljal do konca. Prva tekma je vedno zelo težka, izenačena, pa po drugi strani mislim, da Hopsi imajo zelo dobro ekipo, izkušeno, tudi njihovi mladi igralci so zelo dobro odigrali. Po drugi strani vesel sem prve zmage, verjamem, da v izteku tekmo bomo igrali precej boljše. Precej slabše smo igrali kot na trening tekma proti precej boljšim nasprotnikom, ampak v vsakem primeru čestitke mojim igralcem in mislim, da tako moramo nadaljevati naprej. Veliko napak je bilo, mogoče bi se marsikaj dalo popraviti v tem trenutku, ampak mislim, da smo povsem zasluženo dobili. Kaj menite, da je razlog za ostanku na začetku srečanja oziroma v drugi četrtini, ko ste bili že precej zadaj? Dobro, mislim, da je edini razlog to, da je moja ekipa bila psihično res obremenjena in pol so normalno fanti razumeli, da je trica izmišljena zaradi kakšne Zlatorog Laško zaradi te ekipe. So začeli metati trojke, namesto da bi igrali po globini, pa kakšen prodor in mislim, da je v bistvu psihološka obremenjenost naredila svoje. Moram tudi poudariti to, da so Hopsi zelo dobro igrali večji del tekme, tako da je bilo zelo težko, ampak po drugi strani mislim, da smo fizično bili precej boljše pripravljeni in da je to botrovalo naše zmage. Saša Zagorac je za gostitelje dosegel 21 točk. Dobro, prva tekma sezone je vedno taka, kot je bila tale današnja. Mislim, da smo kar vedeli, da bo taka tekma, na to smo se pripravljali, nismo se vdali, celih 40 minut smo ostali kot ekipa, dali smo vse od sebe, tukaj se je pokazal karakter, ki upam, da nas bo krasil celo sezono, se pravi vsi za enega, en za vse, nismo popuščali. Čeprav nismo glih najboljši igrali, vedeli smo, da smo dobro trenirani, da vemo, kaj hočemo in na koncu je to obrestvali. Mislim, da je s tem let prebiti in da bomo vsako naslednjo tekmo samo še boljši igrali. Jaz rad ne govorim o sojenju, moram se vtakniti samo v eno stvar. Goran Jagodnik pri 40 letih, da bi se metal po tleh pa nekaj glumo, meni se zdi, da to ne drži. Bi zelo rad, bil bi zelo vesel, da bi pogledali tale posnetek in da se res vidi, da tam ni bilo nobenega flopa. So mu dosudili drugo tehnično napako, tekma se je prelomila, za nas Jagodnik v končnici je veliko pomeni. Meni se zdi, da so malo ta sodniške odločitve, da je to malo prestrogo. To je moje mnenje, zato ker igralci na en način niso sploh zaštičeni. Sodnik ti pride zaradi neke tvoje geste, ki ga malo slučajno krivo pogledaš ali pa kaj rečeš, pa ti da tehnično. Meni se zdi, da se košarka igra zaradi ljudi, ne zaradi takšnih ali pa drugačnih ekscesov ali pa tehničnih napak. Jaz mislim, da je v končni fazi, da zdaj končam tole sojenje. Jaz mislim, da je tekma bila gledljiva, da smo pokazali eno igro, koja je za moje pojme, meni se zdi gledljiva. Je pa res, da jaz sem pred to tekmo povedal,
mi manjka jedno 14 dni, 10-14 dni še, zato ker smo se zelo pozno zbrali, to se v določenih segmentih vidi. Imamo problem playmakera, ker imamo samo Aljaža Šluteja in to se je tudi danes videlo na igrišču, da če je prišel van, nismo imeli v nekih določenih segmentih dobro organizacijo in Laško je to iskoristil. Ne bom zdaj komentiral ta nova navodila, pravila, flopi, tehnične, jaz samo pričakujem, da nas bojo zaprli, pripeljali iz zapora pa da bomo šli v dob. Tako da se mi to ni sploh všeč, da ne smeš ene besede spregovori, se pravi, ratali smo kot kakšen balet, ampak evo, to su pravila, proti njih ne moremo nič. Mislim, da to ni odločilo tekmo, ker enostavno jaz sem za to, da bo red na igrišču, ampak da bo res tako hudo, pa ta navodila, kot da smo mi pač v NBA ligi, mislim, da je to malo brez prehudo. Tako da osebno mislim, da je bil problem psihološki predvsem moje ekipe in normalno malo posiljeni meti, preveč siljenja na šute za 3 poena, nekaj slabši skok v prvem polčasu, mislim, da je to razlog, da smo precej slabše začeli tekmo. Slovensko državno prvenstvo ste popestrili, kakor tudi nekateri drugi igralci. Kako recimo ocenjujete letošnjo slovensko ligo? Iskreno mislim, da pred 10 leti, ko sem igral slovensko ligo, je bila zelo močna. Pol se mi zdi, da je malo popustila. Zdaj pa spet mislim, da se vrača. Je pa ena stvar, ki me malo žalosti, je pa to, da v bistvu ni mladih igralcev. V bistvu nekako vsaka ekipa se krepi z starejšimi, izkušenejšimi igralci. Zdaj v naši sredini smo sicer prepeljali 2-3 izkušena igralca, ampak vsem se tudi kalijo mladi, tako da upam, da bojo ob nas napredovali, da bomo ekipa homogena in da na nas starejših je pa, da jim omogočimo čim več priložnosti na tekmah. Zanimivo pa je bilo tudi v Hruševcu, kjer sta se Tajfun in Elektra izmenjevala v vodstvu. Šoštančani so v prvem polčasu odigrali bolje, Šentjurčani pa v drugem. Ti so na koncu po pretekli turbulentni sezoni slavili uvodno, predvsem pa sladko zmago. Tekmo bi rekel, da je bila tipična tekma prvega kola. Nasprotna ekipa je bila dosti sproščena, igrali so čvrsto, mi malo v krču. Ni bila pa mogoče čisto tipična tisto, ki smo jih mi igrali, ki smo jih mi prikazali v zadnjih delih. Jaz verjamem, da se bomo zdaj sprostili, pa da bomo prikazali še boljše igre. Drugače pa z izkupičkom normalno, da sem zadovoljen, ne nazadnje igramo za zmago in če moramo vsakič, da imamo težko tekmo, pa mogoče tudi ne najlepšo, če zmagamo, bom na koncu zadovoljen z izkupičkom vsakič. Po enem odličnem prvem polčasu je sledil drugi polčas, raztrešenost, nezbranost, problemi s favli, brezvezni in tako naprej. In tu je še prišla cona z nasprotne ekipe, tako da se nismo dobro odzvali in rezultat je takšen, kot je. Za Šentjurčane je Đorđe Ljelić upisal 24 točk. Zlatorog bo v soboto gostil Portorož, Elektra Maribor, Tajfun čaka gostovanje pri Rogaški, Hopsi pa so prosti. Za naprej je pač tako, kot imamo filozofijo, čaka nas naslednja tekma, z mislimi bomo v bistvu od tega trenutka naprej pri tej tekmi, mi se bomo na njo pripravili tako kot na vsako drugo in to je edino, kar nas trenutno zanima, druga pa naprej bo pa potem po naslednjem kolu. Življenje gre naprej, normalno ekipo imamo, čakamo mogoče še kakega igralca in če ne bo pa to. S tem bomo igrali, kar imamo, borimo se, probamo se zmagati vsako tekmo zapored, tako da čaka nas nova tekma. Portorož pride k nam v Laško, tako da bomo imeli še eno tekmo na domačem igrišču. Pričakujemo še eno zelo izkušeno ekipo, zelo izkušeni igralci, kot so Modrić, Močnik, Petrović, da ne omenim še Budu zraven, pa še veliko tih igralcev, Markića in tako naprej, pa verjamem, da se moja ekipa iz tekme v tekmo bo precej boljše igrala, se bo dvigovala in da bomo precej bolj sigurni, kot smo danes. Se pravi, mislim, da smo danes tudi, ne glede na to, da nismo kakšna huda obrambena ekipa, za obrambo dobili to tekmo. Do naslednje tekme pa ravno 14 dni, kajti v drugem kolu ste prosti, torej napovedujete, da boste nekako že bolj pravi na tekmi proti Portorožu. Ja, definitivno. Za nas je vsak dan veliko pomeni. In jaz mislim, da Portoroža bomo glave dali skup. V končni fazi jaz nisem sploh s to tekmo nezadovoljen. Bomo dali skup glave, videli, ki smo delali napake, poskusi to popraviti. Portorož ima tudi probleme, ne igra Ožbolt, ko jim je v končni fazi njihov, ker ga ne užalim, med boljšimi igralci in jedan od stožernih igralcev.
tako da oni tudi imajo svoje probleme, tako kot in mi. Jaz tudi zdaj že napovedujem, da mi v Portorož gremo po zmago, zato ker jaz mislim, da je ekipa zelo konkurenčna. Pokriti smo, bi rekel, na vseh položajih, osim na playmakeru, kaj čakamo. Do Portoroža bi se pa treba tale naš Marko Vuković vrnuti, tako da bomo pol kompletni. S tekmami 13. kroga se je po reprezentančnem premoru nadaljevalo državno nogometno prvenstvo. Nogometaši Velenjskega Rudarja so na gostovanju v Domžalah z golom Senada Jahića vknjižili neodločen rezultat 1:1, potem ko so vodili z 1:0. Celjski nogometaši pa so opisali že 11. zaporedno tekmo brez poraza. V domači areni Petrol so pred 300 gledalci z 1:1 remizirali proti Luki Koper. Gledalci v celjski areni Petrol so videli po en gol v vsakem polčasu. Prvi je padel v 44. minuti, ko je Mislav Oršić z desne strani pred vrata poslal nevaren predložek, ki ga je neovirano z glavo v zadetek spremenil Danijel Miškić. V uvodu drugega polčasa so najprej spet zapretili Celjani, ko je Valon Ahmedi podal s prostega strela v kazenski prostor, z glavo je streljal Sani Omoređi, a zadel prečko. Kazen za zgrešeno priložnost je sledila v 54. minuti, ko je izenačil Matej Pučko, ki je zadel s približno 10 metrov po podaji Mihe Gregoriča. Mi smo letos prvič remizirali, prišli v Celje z jasnim ciljem, da probamo osvojiti vse 3 točke. Vedeli smo, da ima Celje dobro ekipo. Moje mišljenje, ker sem povedal že v javnosti, da igra eden lepših nogometov v letošnji sezoni. In na koncu, po poteku, ki je bil na tekmi, mislim, da smo lahko zadovoljni s točko, čeprav vem, da je imelo Celje 2 lepi priložnosti, vendar zadnjo na tekmi smo jo imeli mi, ko je Mitrović sam stekel proti golmanu in lahko bi bilo drugače, potem je pa bil res zadovoljen s temi 3 točkami, vendar po poteku moramo biti zadovoljni tudi s točko. Celjani nizajo pozitivne rezultate, vendar pa z neodločenimi izgubljajo stik z moštvi pred njimi. Mi nekako v prvi vrsti se nam je kljub vsemu poznala odsotnost stebra Brome Krajcerja in nekako v napadalni vrsti Verbiča. Nekako igralcem bi kljub vsemu čestito za odigrano tekmo, ampak dejansko to ni to. Želimo, zahtevamo od njih, bom zahteval veliko več energije, veliko več, atrakcije, veliko več neke napadalne igre, prevzeti v igri veliko večji riziko. Nekako smo bili v nekem rahlem krču, mogoče malo pomanjkanje energije in nekako s samim potekom srečanja ne moramo biti zadovoljni. Tako kratko. Mislim pa, da kljub vsemu, da smo bili mogoče bliže zmagi, ampak vseeno, mislim, da kar se igre tiče, da danes ni bila, na nivoju, ki ga znamo. Predstava celjskega in koprskega moštva bo hitro romala v pozabo, saj je bila zelo slaba. Kljub 2 goloma maloštevilni gledalci niso prišli na svoj račun. Pred Celjani je zdaj gostovanje v Ljudskem vrtu pri Mariboru. Evropski Maribor, nekako se vsi zavedamo, kaj pomeni v slovenskem prostoru, igrajo Ligo prvakov, mi nekako se moramo čim prej vrniti, k našim osnovam, k igri, ki nas je krasila do sedaj. Nekako res totalno neobremenjujoče iti v Maribor in se predstaviti v čim boljši luči. Še enkrat, vrniti se moramo v vsebini in ne seštevanju točk in ko vsebina prava na igrišču, bo potem tudi vse ostalo prišlo. Sobotni štajerski obračun se bo začel ob 20:05. V soboto se bo s tekmami 4. kroga nadaljevalo državno prvenstvo pri rokometašicah. Lokalni derbi bo v Žalcu, kjer bo gostovalo Velenje. Zasedbo Celja celjskih Mesnin pa v domači dvorani čaka obračun z Naklom. Celjanke so po 3 krogih na skromnem predzadnjem mestu lestvice. Celjske rokometašice z uvodom v sezono ne morejo biti zadovoljne, saj so še vedno brez zmage. Med reprezentančnim premorom so imele čas, da so nivo igre še dvignile. Urnik je tekel tako ustaljeno, vsak dan trening, priprava na morebitno boljšo igro. Zdaj vemo, da smo zadnji 2 tekmi v bistvu izgubili bolj na koncu. To nam je dalo malo za razmisliti in bomo poskušali
oziroma smo poskušali neke stvari odpraviti, ki smo jih v preteklih dneh nismo dobro naredili na tekmi sami. Ste delali tudi na samozavesti igralk? Ja, vse vemo, da samozavest se dela samo z zmagami, ampak s puncami je včasih malo težje kot s fanti. Ne veš, ali bi ga nadrl, ali bi ga bolj spodbudil, eni pa še to, eni pa še nekaj drugega. Vsi skupaj smo oddelali dobre treninge in mislim, da se bo tudi s tem probala tudi malo samozavest dvignati. Pretekla sezona je bila za Celjanke sila uspešna, nad pričakovanji. Trenutno ne kaže dobro, kljub temu pa se je sezona šele dobro začela. Vemo, da lansko leto smo imeli tudi večji izbor igralk, nažalost so se nam zdaj nekatere, ki so bile tudi ključne lani, nekaj poškodovale. Ene so šle v Zagorje, ena je šla nazaj v Krim, s tem posledično smo mogli tudi pritegniti te mlajše igralke, to so 97-letniki, da smo jih priključili zraven zaradi poškodb. Zdaj treba počasi spet delati z njimi, ista logistika, vse isto in jaz upam, da bodo tudi zmage prišle. Igralski kader iz prejšnje sezone je nekoliko spremenjen. Najbolj se pozna odsotnost Alije Janković, ki je bila dirigentka celjske igre, po sezoni pa se je vrnila nazaj v ljubljanski Krim. Ona je dosti izkušena igralka, ve, kaj je treba v ključnih momentih tudi narediti. Igralke imajo tako eno samozaupanje, ko je ona bila zraven. Zdaj bo to pač, bojo mogle biti te 23-letnice in ko bomo to uspeli doseči, verjamem, da se bo tudi zmage spet vrnile. Sobotni nasprotnik pred domačimi gledalci bo Naklo, ekipa, ki ima na lestvici točko več kot Celjanke. Zdaj po teh dveh porazih nam je vsaka zmaga velika odskočna deska. Včasih rabi še en klik, da naredi eno neko spremembo in zmage začnejo prihajati. Jaz upam, da bomo to tekmo odigrali tako, kot smo se tudi dogovorili, da jo bomo in da bomo začeli tudi na koncu tekme tako, ko zdaj nismo v bistvu, realizirati tiste, kar te prilike, ki pač na teh tekmah na koncu nismo realizirali. So pa verjetno igralke kljub temu prepričane vase in verjetno kljub tema dvema porazama še niso načete. Ne, niso načete. Nasprotno, so tudi željne dokazovanja, vendar, tako pravim, tekma sama po sebi, ki misliš, da je malo slabšega ranga, ti lahko tudi krila odnese. In mi upamo, da bomo to tekmo šli 100% noter in da bomo odigrali tako treba po naših najboljših močeh, z eno hitro igro, da jih bomo probali skontrirati in da si tudi sami dvignemo samozavest. Sobotna tekma se bo začela ob 19. Drage gledalke, dragi gledalci, živahno je že v studiu televizije Celje, namreč pozdravljam tukaj tri pa resno deteljico iz ženskega košarkarskega kluba Atlet Celje, Marica Gajić, Eva Lisec in Maja Erkić. Dober večer. Dober večer. Maja Erkić, kakšen je bil tale dan? Je bilo težko zjutraj vstati? Vidi se, da ste sproščene. Ja, super je bilo, ura je zvonila že 37, tako da naspana, čila, pripravljena na nov dan. Eva Lisec, so tudi priprave bile takole sproščene pred sezono? Ja, bile so tudi sproščene, sicer smo lahko malo dlje spali kakor danes, ampak mislim, da smo dobro naredili priprave in da je ta del za nami. So pa bile, Marica Gajić, naporne? Zelo naporne. Tako kot je zadnjič po treningu trener dejal, mislim, da v zadnjih, vsaj odkar sem jaz v Celju, nismo imeli težje priprave, ampak mislim, da smo dobro oddelali priprave in da smo pripravljeni za novo sezono. Maja Erkić, zdaj pa k resnim temam. Torej, sezona se je nekako že začela s tekmo državnega prvenstva v Mariboru, zmaga kar 106 proti 24, enosmeren promet v dvorani Tabor je bil. Nekako pa potrditev, da ste dobro trenirali. Ja, skoraj težko bi kaj rekla v tej tekmi ali pa jo komentirala. V glavnem, kakor je že Marica povedala, so res za nami en daljši ciklus priprav. Bile smo res, oddelali smo 2 dobra meseca in mislim, da se poznajo rezultati že na prvi tekmi. Tako da dobro smo delali, jaz mislim, da smo dali vse skozi, kar je bilo po planu, tako da upam, da bomo samo nadaljevali in postopnjevali svojo formo. Po tekmi v Mariboru pa turnir v Peču. Sprva
lepa zmaga proti Peču, gostiteljici turnirja, in pa potem še proti Džeru, ko ste osvojili turnir, 2 visoki zmagi. Seveda, želeli ste si pozitivnega rezultata, ampak to pa vas je verjetno presenetilo in obenem razveselilo. Ja, seveda, kot sami veste, je nasprotnik bil zelo kvaliteten, obe ekipi igrata FIBA Cup. Glede na primerjavo je naša ekipa zelo mlada, še neizkušena, tako da je za naše punce in pa za nas je bila to super izkušnja. Predvsem to, da smo mi dobili tako močen turnir že na začetku sezone, je res lepa popotnica, da se v Celju dobro dela, da pač delamo stvari, ki so res pomembne in pa ki bojo igralkam dale v bistvu neke dodatne kvalitete za prihodnje. Eva Lisec, tudi za vas je bila lepa izkušnja, 2 tekmi z nasprotnikoma, ki sicer igrata v FIBInem pokalu. Kako ste videli ti 2 tekmi, ki sta torej potrditev, da pa je lahko tale sezona več kot uspešna? Ja, res je, igrali, tako kot je že Maja rekla, igrali smo proti 2 močnejšima tekmecema, ekipama, ki igrata v FIBA Cupu. To je neka dobra izkušnja za nas, takih tekem ne igraš čez sezono, zato mislim, da smo bile tudi mi maksimalno motivirane. Dali smo vse od sebe in pač tudi do tega je prišel nek lep rezultat. In s tem smo samo potrdili, pač, da smo res dobro naredili priprave in da stopnjujemo formo iz dneva v dan in se približujemo svoji maksimalni formi pred začetkom sezone. Mislim pa, da to sezono nas čakajo tudi lepi rezultati, če bomo še naprej dobro delali, ampak moramo iti tekmo po tekmo, pa bomo videli naprej. Marica Gajić, srečali ste se s Sanjo Rozović, ki zdaj igra v Peču, nekdanja članica celjskega košarkarskega kluba. Kakšne so bile prve minute, prve sekunde, ko ste se videli? Ja, zelo emotivne, tako kot vsakič, odkar je šla iz Celja. Ja, šlo nam je na jok, skoraj sva se zjokali in no, vedno emotivno, ko sva midve s Sanjo, ko se dobimo. In pa živahno, verjetno predvsem. Kako pa je bilo na samem terenu? Zanesljivo ste ugnali Peč in potem tudi Džer. Vas je to kaj presenetilo, takšne razlike? Ja, seveda, mislim, niti na prvi, niti na drugi tekmi nismo pričakovali, da bomo z lahkoto premagali nasprotnika in pričakovali smo boljši odpor, ampak tako kot so moje soigralke dejale, mislim, da je to samo pokazatelj, da smo na dobri poti in da se približujemo naši maksimalni formi. Točno tako, Maja Erkić. Po tem turnirju pa je sledila izjemna tekma, bi lahko dejali, v Kranjski Gori, nasprotnik pa evropski klubski prvak Galatasaray iz Turčije. Ob polčasu se je zdelo, kot da diši po senzaciji, na koncu pa poraz komaj da za 7 točk. Torej ena nova lepa predstava. Ja, škoda, da niso prišli en teden kasneje, bi ziher dobili. Ne, malo heca. Ja, Galatasaray, kot verjetno tudi vsi gledalci vejo, je lanskoletni evropski prvak. Tako da sicer so sestavili novo ekipo, zelo dobra imena na seznamu. Jaz mislim, da v bistvu s puncami niti nismo pričakovali, da bo toliko izenačena tekma. Res pa je, da smo šli sproščeno, sicer s kančkom spoštovanja, tako da v bistvu v nekaterih minutah, ko se je prelamljalo, smo tukaj mi malo popustili, mogoče, ker se pač nismo zaupali, da lahko naredimo ta preobrat, ampak jaz mislim, da so vsi zadovoljni, da smo pokazali dober odpor, da smo se dobro borili z njimi, tudi celo po tekmi so bile nasprotnice, ko smo se malo pogovarjali in pa tako na kratko komentirali tekmo, zelo presenečene nad pokazanim, kajti ko sem jim povedala, kakšno je povprečje ekipe, so bile kar dokaj presenečene in so padale same pohvale. Tako da evo ena zelo dobra izkušnja, predvsem za punce, ko so prvič igrale v bistvu proti evroligaški ekipi. Vi ste se srečali z igralko, s katero ste že skupaj igrali? Ja, z Kasa sva bile soigralke v Rivasu. Moja je bila sicer presenečena, zato ker me ni pričakovala,
Tako da, evo, takšne tekme so tudi v bistvu dobre za to, da se igralci med sabo srečamo, malo poklepetamo, izmenjamo kakšne izkušnje. Tako da, evo, lepo presenečenje. Eva Lisec, takšne tekme so lepa popotnica za vas, za mlade igralke za naprej. Predvsem velika šola. Ja, res je. Igrali smo proti evropskemu prvaku, Galatasaraju, v njih pač ne rabimo zgubljati besed. Je pa to res spet ena lepa izkušnja za nas mlade igralke. Nobena od nas, po moje, razen Maje, še ni igrala toliko močne tekme. Pač s tem smo dobili eno novo izkušnjo, videli, kako se košarka igra izven mej Slovenije. In mislim, da je to tudi lepa popotnica in pač, da smo se tudi dobro upirali Galatasaraju in mislim, da smo na dobri poti. Vi ste bili najučinkovitejši, je bil kakšen poseben motiv? Pa ne. Dobro ste vstali, verjetno zjutraj. Pač vsako tekmo greš pač motiviran, ampak včasih gre, včasih ne gre. In mislim pač, da je to tudi zaradi ekipe, da pride do takšnega rezultata. Ampak tule v ospredju bi sploh postavila dobro igro naše ekipe. Pač borile smo se in ja. Lepo smo ti podajali. Se pravi, zasluge tudi soigralkam. Res je. Marica Gajić, zdaj pa je tale tekma pozabljena. Namreč v soboto sledi prvi letošnji derbi, če bi lahko temu dejali, sploh po tej prvi tekmi v Mariboru. Gros Basket bo nasprotnik v Grosuplju, torej tja odhajate jutri. Kakšno tekmo lahko pričakujemo? Po tekmi na Madžarskem je Maja Erkić dejala, da nima pojma sploh kaj lahko pričakuje, kaj ti ne pozna ekipe Gros Basketa. Vijo, ta se je dodatno ukrepila, torej lahko je ena lepa tekma. Ja, mislim, da mi smo že nekako pozabili na to tekmo proti Galatasaraju in smo se obrnili proti tekmi v soboto in jaz sem sicer komaj čakam, da igramo proti Grosuplu, ker tudi jaz nimam nekega občutka, kako to vse izgleda skupaj. In gremo v tekmo zelo motivirane in pričakujemo dobro igro predvsem. Če bomo dobro igrali, zmaga bo prišla. Eva Lisec, vi dobro poznate to ekipo, čeprav je dokaj premešana v Grosuplju. Nekaj novih obrazov, iz vaše strani pa seveda šteje le zmaga. Ja, res je, odkar sem jaz odšla iz Grosuplja, se je pač ekipa čisto spremenila. Zdaj se mi je še poškodoval prvi play Klara, ampak mislim, poznamo jih, poznamo tebi, igrali smo proti njim. Mislim, da jih lahko premagamo, če bomo igrali našo igro in res zanima nas samo zmaga, pa nič drugega. Bo Luka Hrvatin kos Damirju Grgiću? Po moje ne. Maja Erkić, torej štejejo le zmage. V Celju je takšna navada, nič drugače verjetno ne bo jutri. Borbenost od prve sekunde naprej. Ja, kot ste že obi rekli, mi smo se odločili pač na svojo igro, na stvari, ki jih mi delamo najboljš. Verjetno nas bo trener tudi danes na večernem treningu opozoril, popoldanskem treningu. Se pravi po treningu, po teleoddaji še na trening. Ja. Pač opozoril na njihove nevarnosti, tako da bomo vedeli, s katere strani pretijo in ja, zmaga je v prvem planu. No, Eva Lisec, trener Damir Grgić se je 2 dni nazaj na treningu poškodoval, strgal si ahilovo tetivo, bil je že operiran. Tekmo v Kranjski Gori pa odvodil na Berglah. Verjetno bi izkoristili tole priložnost, da ga pozdravite in mu zaželite čim hitrejše okrevanje. Ja, res je, bi ga, ja, in upamo, da pride čim prej spet nazaj med nami, med nas, da bodo treningi potekali tako, kot so prej in ja, da se čim prej vrne. Točno tako. Marica Gajić, prihodnji konec tedna pa se začenja tudi Jadranska liga. Letos spet bo zelo kvalitetna, kar nekaj tistih ekip, ki konkurirajo za sam vrh. Kakšne so vaše želje v novi sezoni, čeprav vemo, da je razvojna liga, ta Jadranska liga za celjski klub? Ja, tako kot vsak let v Celju je v bistvu najbolj pomembno individualni in timski napredek in mi se bomo osredotočili na delo na treningu, poskušali bomo rasti iz tekme v tekmo in
upamo, da se na koncu poveselimo tudi kakšnega naslova. Kako bi ocenili skupino, v kateri ste? Ja, mislim, da sta skupini zelo izenačeni, obe skupini in vse ekipe so res zelo dobre in mislim, da ne bo neke lahke tekme. Eva Lisec, po novi sezoni seveda želite še kakšnega gledalca več v dvorani. Ja, res je, z gledalci je veliko lažje tudi odigrati tekme, ko se tekma lomi, takrat nam oni stopijo na našo stran. Tako da upam, da bo letos še več gledalcev in vabimo vse na naše tekme. Zagotovo bo dodaten magnet Maja Erkić. Verjetno se v klubu kaj pripravlja, kakšen naslov. Maja Erkić se je vrnila in da naj pridejo še v večjem številu. Kako vi pričakujete tole Jadransko ligo? Dolgo časa je že, ko ste nazadnje s celskim klubom igrali v njej. Ja, jaz se že kar malo veselim, no, vsega skupaj, glede na to, da je res minilo že, mislim, da dobrih 7 let, odkar sem odšla iz Celja in pa iz te tekmovalne sezone iz Jadranske lige. Tako da evo tudi jaz jih v svojem imenu in pa v imenu ekipe pozivam v čim večjem številu. Pripravili smo pač, dobro smo trenirali, pripravili smo se, še poskrbeli smo za lepe drese, tako da bojo lahko imeli v bistvu 2 plati za gledanje. Ne, malo heca. In jih vse lepo vabim, zato ker res mislim, da bojo dobre tekme. Mi bomo dali vse od sebe. Kot ste že rekli, ta turnir in pa tekma proti Galatasaraju je en pokazatelj, da le imamo vse pa eno dobro energijo in pa kvaliteto, mladost. In če bomo vse to lepo zmešali, mislim, da bo izpadla ena dobra juha. Okusna. Ja. Maja Erkić, kako pa je krotiti te mlajše igralke? Vi ste kapetanka in navsezadnje že kar z bogatimi izkušnjami. Ne, moram priznati, da so punce res super, da nimam nobenih pretiranih težav, da bi mogla delati nek red, pa to kvečjemu ne mene spravljajo v red. V bistvu so res okej, tako vesele, pozitivne, polne energije in je res lepo delati z njimi, no. Eva Lisec, če potegnemo črto, kakšni so cilji za novo sezono? Mislim, da v prvem planu je individualni napredek, potem pa gremo tekmo po tekmo in mislim, da nam z našo mladostjo in po drugi strani Maja nam lahko pomaga s svojimi izkušnjami. Mislim, da lahko daleč pridemo, ampak gremo tekmo po tekmo počasi. Marica Gajč, koliko se lahko še forma dvigne? Ja, mislim, da se lahko še veliko igramo. Mislim, kar se tiče taktike, kar se tiče fizike, mislim, da smo že več kot dobro pripravljene. Maja Erkić, za konec morda še povabilo vsem gledalcem za vse letošnje tekme potrebovali. Boste podporo? Ja, evo, jaz vas vse skupaj vabim že v četrtek 23.10. v dvorano Center ob 8. uri vas pričakuje 12 lepih deklet, ki bo pokazala dobro košarko in pa z vašo pomočjo tudi pridobilo prvo zmago v Jadranski ligi. Točno tako, jaz bi jih morda povabil še, da so v dvorani kakšno urco prej, kajti začne se ob 19. Eva Lisec, morda pa napoveče samo za jutrišnjo tekmo z Grosbasketom, kakšen bo končni rezultat. Da vidimo, kakšen občutek imate. Ja, tako kot smo že prej rekli, zanima nas samo zmaga, tako da mi moramo skoncentrirano odigrati tekmo in mislim, da smo tudi v vlogi favorita to res upravičiti in po moje bi mogla zmagati. Mislim, da bomo zmagali. Pravi 102 proti 43. Najlepša hvala vsem za obisk v studiu. Marica Gajč, Eva Lisec in Maja Erkić in srečno v novi sezoni. Brez velikih zgodb, brez grandioznih obljub, brez laži, brez olepšav, brez praznih besed, brez dodatkov, brez vsega.
le voda. Oda. Življenje jo hoče. Gradite, prenavljate. Strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Kako pravilno lepiti keramiko? Pri polaganju keramike razmere niso vedno enake, zato je potrebno s prstom preverjati nastanek kožice na površini nanesenega lepila. Lepilo nanesemo na toliko površine, kolikor ploščic lahko v tem času prilepimo. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Ali ste že razmišljali o zamenjavi gum? Pravi naslov za vas je vulkanizerstvo Mulej Šentjur, kjer vam ponujajo pestro izbiro zimskih gum in jeklenih platišč z montažo. Avto vam tudi operejo, posesajo, globinsko očistijo in popravijo alor platišča. In medtem ko čakate, se lahko okrepčate v njihovem Felga baru. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 6. krogu državnega prvenstva pred domačimi gledalci z 41-28 premagali Ormož. Miha Zarabec je dosegel 7 golov. Zdaj je pred pivovarji nova tekma Lige prvakov. Po prvi zmagi na gostovanju pri čehovskih Medvedih bo jutri v 4. krogu v Celju gostoval madžarski Vesprem. Jaz moram reči, da ritem je še vedno takšen, kot je bil, se pravi, res pa je, da smo uspeli z eno dobro igro dobiti 2 točke v Čehovo, ki sta izjemno pomembne za našo ekipo. Tako da še enkrat v tej priložnosti čestitam fantom za to borbo. Bom rekel, skozi vse 3 tekme, ki smo odigrali Lige prvakov, mislim, da smo pustili dober vtis. Žal smo dobili samo 2 točke. Če se malce drugače izrazim, lahko bi imeli 6 točk ali pa tudi nič. Tako da še enkrat več se je pokazalo, da je to izjemno težka skupina z izjemnimi ekipami in jaz sem vesel in počaščen, da imamo to priložnost igrati, oziroma da imajo naši igralci to možnost igrati proti tem res najboljšim ekipam oziroma igralcem. Kar se tiče sobotne tekme, ekipa Vesprema, vse pove to, da so javno napovedali boj za naslov evropskega prvaka in mislim, da je to res tudi, bom rekel, nekako realno. Imajo taka pričakovanja. To pove marsikaj v ekipi, ki je sestavljena iz palete reprezentantov iz različnih držav. Na vsaki poziciji imajo po 2-3 igralce, enako vredne. Imajo tudi specialiste za obrambo, tu predvsem Timotin Šuh in pa Mirza Terzić. Tako da res ena respektabilna ekipa, ki ve kako in kaj. Tako da jaz si sam želim, da bojo naši fantje vse oddelali maksimalno, tako kot se bomo pripravili, da bojo res skoncentrirani vseh 60 minut. In obkolikor bi bili na nekem optimumu, ki ga lahko ta ekipa da, potem smo lahko nekako v borbi z Vespremom. Z Vespremom ponavadi pridajo tudi zvesti navijači, obeta se pravi spektakel, torej vse je pripravljeno za novo poslastico v dvorani Zlatorog. Ja, res je, veste že od prejšnjih sezon, da je armada Vespremova izjemno številčna, tudi na tej tekmi ne bo nič drugače. Jaz verjamem, da bojo naši Florijani v podpori vseh ostalih fanov oziroma navijačev našega kluba naredili kuliso, tako kot se spodobi, da bodo preglasili madžarske navijače. Res obeta se nam en spektakel tudi na tribunah in verjamem, da bomo tudi na tribunah oziroma da bodo naši Florijani in vsi ostali dobili to tekmo. Kakšen je torej recept za Vesprem? Seveda borbenost od prve do zadnje minute, po drugi strani tudi gledalci bodo na vaši strani. Imate pa verjetno vi v svoji glavi nekakšen svoj načrt? Najlažje bi bilo reči, če se nam poklopi vse, potem smo na dobri poti, da to tekmo dobimo, ampak to je izjemno lahko v teoriji, malce težje v praksi. Se pravi, treba je, tako kot vse skozi ponavljam, biti čim bolj trden, dober v obrambi, odigrati maksimalno in potem iz tega poskušati potegniti naš hiter protinapad, pol protinapad.
zadeti čim več lahkih zadetkov, tako imenovanih, nekako probati usiliti hitro igro, se maksimalno vračati, ne napadati brez glav na njihovo obrambo, res počakati do izdelane situacije oziroma priti v čim bolj ugoden strel, se maksimalno vračati in to bi nekako bil ta, bom rekel, recept za dober rezultat. To je treba seveda prenesti na igrišče, biti skoncentriran, kar je zelo pomembno skozi vseh 60 minut. Vse te dobre stvari, ki smo pokazali proti vsem tem trem nasprotnikom, s katerimi smo že igrali Ligo prvakov, nekako preslikati na to tekmo, tiste slabe popraviti, potem mogoče lahko dosežemo kaj. Dejali ste že, da je ritem peklenski, koliko je pravzaprav časa za treniranje, koliko tistih trenutkov za vsaj malce počitka? Jaz moram reči, da kar dobro nekako korigiramo vsem tem, da res vsak trenutek izrabimo maksimalno za trening. To so fante, ki so željni treninga, ki ga tudi potrebujejo, jaz se tega zavedam. Dobili so tudi, bom rekel, 2 dni prosto, sedaj po tej zmagi v Rusiji, tako da so malce napolnili baterije. Sedaj smo res s polno paro, gremo naprej. Trenirali bomo maksimalno, ne glede na to, kdo igra proti nam, kako igra proti nam in to je edina pot, po kateri bomo sigurno hodili in vemo, da ta pot že kaže neke obrise, da lahko, bom rekel, se nadejamo čim več zmag, tako v domačem, kot tudi v mednarodnem prvenstvu. Tekma z Vešprom na Celju vedno bila nekaj posebnega, še posebej zaradi tega, ker pričakuje se vedno veliko število navijačev Vešprema, tako da vzdušje je vedno peklensko in kot za igralca je to vedno velik užitek, je velika čast igrati na taki tekmi. Bo pa zdaj nekoliko lažje, kajti prvo zmago ste vpisali v Rusiji, tako da vsaj en kamen se vam je že odvalil od srca. Dobar, to je res, vendar pa mi se s tem niti ne obremenjujemo, ne gledamo toliko lestvice. Mi vsako potekmo posebej analiziramo, se pripravimo in igramo po svojih najboljših močeh. Res pa je, da doma se nobene ne bomo pustili, tudi Vešpremu ne. Če nam bodo ponudili najmanjši kanček upanja, da lahko zmagamo, bomo z veseljem vzeli. Kakšen je tale ritem, resnično peklenski je in trener vam je dal 2 dni prosto, torej malce vam je koristilo. Seveda, pa ni toliko problem sama to je tekme, kolikor so problem potovanja. Nekako te ta letala in avtobusi po cele dneve, to je tisto, kar ti nekako vzame tisto moč, ta elan. In zaradi tega mogoče je res, da je res izredno, vsi smo čakali ta vikend, ta 2 dni pauze, da se malo odpočijemo in zadihamo. Pričakujete pa verjetno bučno podporo vaših gledalcev oziroma navijačev Florijanov, kajti tokrat jo boste spet potrebovali. Vsekakor, pač mi računamo, da bodo oni kot vedno naš 7. igralec in da nas bodo bodrili celo tekmo in da bomo z njihovo pomočjo tudi vse sreče tudi kakšno točko odščipali Vešpremu, upajmo, da 2. Ja, s tekmo z Vešpremom pričakujemo, da smo borili po najboljših možnih močeh. Pričakujem tudi polno dvorano, da nas malo ponese in če se vse nam poklopi, je lahko kaj, ne? Prva zmaga pa je bila vpisana pretekli konec tedna v Rusiji. Bo zdaj nekoliko z psihološkega vidika lažje? Ja, mogoče bo malenkost lažje, samo to je druga tekma, nov dan, tako da uči se drug nasprotnik vse. Trener vam je dal 2 dni prosto po zmagi v Rusiji, to vam je verjetno precej koristilo. Ja, absolutno, jaz sem tudi neko bolezen malo staknil, po domače povedano, tako da mi je tudi malo popasalo. Tudi ponedeljek nisem treniral, da se pobiram neko tam. Bo. Kakšen je vaš recept za ekipo Vešprema? Nova vrhunska ekipa, zagotovo bo torej polna dvorana, vas lahko ponesejo tudi navijači? Ja, absolutno, jaz že zdaj vabim vse, da pridejo, da napolnimo Zlatorog skupaj. Tako da mislim, da ključ do uspeha, da presenetimo Vešprem je absolutno obramba, ne. Brez obrambe in kakega protinapada bomo težko. Pa lahko dejali, da se vaša forma stopnjuje? Ja, lahko bi rekli, zdaj tudi po zmagi na Čehovem se nekaj stopnjuje, ampak bomo videli. Dragi gledalke in gledalci, spet je tale oddaja
stekla kot se šika. Naj bo takšna tudi naslednja, a šele čez teden dni, torej prihodnji petek ob 20. uri spet vabljeni v našo družbo. Že jutri ob 10. uri zjutraj pa vabljeni gledanju posnetka in v nedeljo še gledanju športnega vikenda na televiziji Celje. Hvala za pozornost, hvala, da ste bili z nami, vse dobro in lahko noč.